Japonska princesa Mako je sporočila, da prestavlja svojo poroko na leto 2020, saj mora upoštevati, da se bo predtem njen dedek, cesar Akihito, odrekel kroni. Ženin Keiko Muro in princesa Mako sta se sicer želela poročiti letos, a morata zaradi zapletenih japonskih imperialnih tradicij počakati. Princesa je izjavila, da bosta tako imela več časa za pripravo na slovesnost in zakonsko življenje. Prvi svetovni potniški dron z imenom EHang 184 se je včeraj dvignil s tal in poletel v južni kitajski provinci Guangdong. V to novo letalsko napravo lahko potniki vstopijo tako, da pridejo v majhno kabino, si privežejo varnostni pas, nato pa prevzame nadzor avtomatiziran sistem letenja. Hu Huazi, glavni izvršni direktor kitajske tehnološke družbe EHang, je ob prvem poletu poudaril, da nobena tradicionalna letalna vozila ne morejo doseči popolnoma avtonomnega letenja. Zato so še vedno odvisni od ljudi. A s tokratnim poletom s potniškim dronom so že bližje prizorom, ki so jih videli le v znanstveno-fantastičnih filmih. Dron lahko enega potnika, ki tehta do 100 kg, popelje na 23-minutni let s hitrostjo 100 km/h. Izraelska paravojaška policija in palestinska mladina sta se spopadli v Betlehemu. Palestinci so protestirali zaradi umora domnevnega palestinskega napadalca. Izraelske sile so namreč v ponedeljek med napadom v zahodnem delu mesta Nablus ustrelili enega od Palestincev. Na protestu v Betlehemu pa je peščica mladih Palestincev izstrelila kamenje na izraelske vojake. Ti pa so vrnili udar z dimnimi granatami. Vojaki so nato odpeljali vse 3 protestnike. Napetosti med Izraelci in Palestinci so se zaostrile potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump v začetku decembra priznal Jeruzalem kot glavno mesto Izraela. Včerajšnji električni mrk v venezuelski prestolnici Caracas še danes ni zaključen. Več kot 10 železniških postaj je bilo zaprtih. Zaradi izpada ni delovala prometna signalizacija niti telefoni. Kritiki socialistične vlade so poudarili, da je izpad še en znak gospodarskega zloma, saj se cene še kar zvišujejo zaradi hiperinflacije. Milijoni ljudi pa trpijo zaradi pomanjkanja hrane in zdravil ter drugih tegob. Vlada je izpostavila, da je izpad sabotaža organiziranih posameznikov, ki naj bi odrezali glavni kabel. Več podrobnosti ni podala. Sicer pa sami infrastrukturni problemi v Venezueli niso redki. Vlada pa je že nekajkrat izpostavila, da gre za sabotaže, ne pa probleme zaradi distribucije energije.